Kostja Nardin Komel, dobro jutro. Živja. Zdaj še razlagal vsem našim poslušalcem in poslušalkam. Kostja se je udeležil šova Slovenija ima talent in je šel naprej. Ja, v polfinale. In je naš tle Novogoričan. Tako, Kostja, dobro jutro najprej. In čestitke, ne? Hvala. Ja, čestitke. Kako si drugače, da je povej nam? Super. Ja? No, ko mi čakam. Vesel. Dobro. Kako si bo zadovoljen s svojim nastopom? S prvim auditijskim nastopom sem bil malo manj zadovoljen. Pole pač, ko sem pa videl drugi auditijski nastop, sem bil kar zadovoljen. No, mi je bilo všeč, kako je vse izpadlo. Se mi zdi, da je izpadlo tako, kot sem si zamislil, no. Tako da sem bil srečen. To je pomembno, ja. Kako pa drugače izkušnja, recimo na takem šovu, kako se ti zdelo? Meni je bilo tako dobro pač prvič zato, da sem pač videl, kako vsa ta stvar poteka, koliko priprav je, res pač ful priprav je in jaz sem se imel ful fajn, no, na snemanju in tako, no, prav res super izkušnja. V bistvu, koliko časa si tam, cel dan verjetno, kako je to? Ja, zdaj ne vem, kako lahko rečem, pač v bistvu si kar dosti cajta, zato ker moraš kar pač dosti stvari posneti, tako da, pač kar dosti cajta si, no. Ja, to so take stvari, ki se jih ne smeš izdati. Ja, pač ne vem, koliko to. Seveda, ne smem in čas smo rešili. Smo razumeli. Kdo te je, mislim, si se sam odločil za sodelovanje, te kdo pričeval? Ne, v bistvu na talente sem se sam odločil. V bistvu prijavil sem se že 1 leto prej, ampak poleg korona je ta prekrižala načrte, tako da jih niso pole izvedli teh talentov. No in pole so to leto so mi poslali še enkrat, če hočemo obnoviti to prijavo, ki sem jo naredil. In sem rekel itak, no, in sem jo obnovil in pol sem se prijavil. No, pač sem si rekel, se nima nič zgubiti, no. Tako da probat. Nova izkušnja. Zakaj pa ne, nova izkušnja, definitivno. Zdaj za ta finalni nastop, kdaj te bomo lahko videli, oziroma polfinalni nastop, Finale tudi te bomo videli. V glavnem, polfinalni nastop je že to nedeljo. To zdaj par dni. Ja, tako da kar hitro, no. Bomo držali pesti? Hvala, upam, da no. Tako da bomo. Zdaj, izdati kaj pripravljaš, ne moraš še? Ne smeš, ne. Ne, pač kar lahko rečem je, da točka bo sigurno ful energična, drugačna bo od auditijskega nastopa, tudi drugačen stil bo, mogoče drugačna izbira, mislim, definitivno drugačna izbira pesmi, tako da bo drugačna in energična bo, no. To je to. To se moraš dosti pripravljati na en tak nastop. Pač sem pač mogel sploh premisliti, kakšno koreografijo bom izbral, kako bom sestavil koreografijo, kakšne pesmi bom izbral, da bojo dovolj energične, da bojo nekako povezovale se v neki celoti, in pol pa itak pač treningi, kar prija full treningov, da lahko prvo pogledam. Mislim, jaz se zmeri na vsakem treningu snemam in da se pol pogledam, s čistim, kere gibi pač mi niso všeč, grem vsak gib počasi, da vidim, kako izpade na kameri, kako po muziki gre to, da ne razmetavam roke, da ohranjam celo energijo čez celo koreografijo, no, tako da je kar priprav dosti. Ma tu vse sam ti narediš? Vse sam. Koreografijo tudi vse, pač jaz v tem uživam, tako da mi sploh ni problem, pač jaz sem lahko zaprt v sobi, razmišljam, sploh ne vem, koliko je ura, tako da pač jaz v tem uživam. Padem noter. Kaj pa drugače počneš, ko nisi v bistvu v pripravah za talente? Drugače jaz učim ostale plesalce, tako da sem tudi ful zaseden s tem. In če ne vem, ali sestavljam koreografije, ali učim druge plesalce. Ples, več ali manj ples, no. Ali odkrivam novo muziko, tako da je v tej smeri vse poteka. Pestro, povej, ne. Ne, sem mislil tako, glede muzike, no, če še to malo rečem. Imaš kakšno posebno smer, ki ti tako najbolj leži, ali v bistvu ne. Muziko zberem tako, kar jaz čutim. Ne vem, poslušam par pesmi in pole, če bom videl, da bom začutil to pesem,
enostavno, ne vem, koreografija prije nekako z mene. Pač, če pa ne začutim, pol pa vem, da ta pesem ni ta prava. Zdaj se ne neki ful orientiram točno, kjero pesem jaz hočem, ampak enostavno začutim, aha, ta pesem bo in ne glede on, kjer stil je pesmi, da če bom nekako upal narediti koreografijo, bo super, no, tako da... Začutiš. Ja, začutim, Ti čigavo mnenje pa najbolj upoštevaš? Kdo je tisti, ki rečeš ti pogled, kako se ti zdi? Od sestre, ali pa mama, no. Mama zvera. Tako da ja, one dve mi ponavadi poveste, kako je, ali je dobro izpadeno, tako da ja, od njih dveh. Po mojem tudi mama in sestra se najbolj v bistvu živcirata pred tem finalnim nastopom, oziroma polfinalnim nastopom v nedeljo. Ja. Tako da, ja, mi bomo držali pesti, ne? Bomo. V nedeljo, kakšni uri? 8, ne? Kdaj je že? 8 zvečer v nedeljo, ja, na POM TV. Dobro. Kostja Nardin Komel, bomo res držali pesti, da ti uspe, ja, se boš prišel do finala, da kaj sploh debatiramo tukaj. Ja, hvala ti, ker si prišel k nam v studio in srečno v nedeljo, ne? Hvala.